Peripetije okrog gradnje novega NUK-a so na nek način tragikomične. Zunanjemu opazovalcu je zelo težko razložiti, da pravzaprav že več kot 40 letja obstaja neko načelno soglasje, da NUK potrebuje novo sodobno zgradbo in da se vendarle praktično nikamor ni zadeva premaknila, da imamo danes na nesojeni lokaciji NUK-a dva bolj kot ne parkirišče in da pravzaprav nič ne kaže, da bi stvari bile hitro in elegantno rešljive. Mislim pa, da to vendarle ni naključje, da ni zgolj nekakšna absurdna igra vse skupaj, ampak govori predvsem o tem, da v zadnjih 30 letih oziroma v času slovenske tranzicije očitno nismo detektirali nacionalne in univerzitetne knjižnice kot neke res pomembne identitetne točke. Mislim, da vsaka družba izbere neke točke, okrog katerih se simbolno poenoti, ki jih vidi tudi kot neko svojo identiteto in mi v času tranzicije knjižnice kot take nismo videli kot nek nacionalni simbol ali pa neko točko nacionalne identitete. Mislim pa, da današnji časi, ko stvari postajajo vedno bolj nestabilne, vedno bolj nemirne v Evropi in v svetu, ko se ponovno sprašujemo o tem, kaj sploh naša identiteta je, torej zaradi česa smo Slovenci na nek način sploh nekako posebni, da se spet odpira priložnost in na nek način imperativ, da si prav knjižnico postavimo kot tisto simbolno točko naše družbe, ki potem odreja tudi nekako življenje v družbi. Kajti vendarle ni vseeno, ali si izberemo za simbol družbe knjižnico kot domovanje znanja, umetnosti, vedenja, povezovanja, solidarnosti med ljudmi, tudi pozitivne tekmovalnosti, ali pa si izberemo na primer športni stadion, ali si izberemo nekaj tretjega za naš simbol. Zame je odločitev za novi NUK 2 tudi hkrati odločitev za smer razvoja naše družbe.